In jaz bi prosil zdaj Ireno Kuntarič-Žibert pa Jasno Možina, da malo nas še popeljeta v sedanjost in prihodnost. Kako je zdaj s tem našim obujanjem teh terapevtskih taborov, te tradicije na SFO-ju? Ajde, začneme. Ja. Se pravi, mene že najbrž poznate, Jasna Možina. Tamle z mano se je pa pridružila še Irena Kuntarič-Žibert. Ja, mi da bi pa rade predstavili projekt, ki smo ga začeli leta 2021. In sicer nekako potomec taborov Odmev. Se pravi, gradili smo na tej zapuščini in v bistvu ga poimenovali z novim imenom, Tabor samostojnosti in povezanosti. In glede na pozitivno izkušnjo v letu 2021 smo ga potem ponovno izvedli v letu 2022. Tako da ga zdaj v bistvu izvajamo že 2 leti. Tako da jaz bi v bistvu najprej, tebe povabila Irena, ko smo se zmenili prej, da malo poveš, kako sva ena in druga prišli zraven k temu projektu. Kako se je moja zgodba s tabori začela? Jaz sem tako vzporedno začela študirati pred leti nazaj, imela eno tako idejo, da bi pa mogoče organizirala en tak tabor za otroke, mladostnike, kako bilo to fajn, da bi prišli malo na počitnice. In seveda ta ideja mi je nekako tako realizacijsko tudi zares uspela, ampak vse to, kar se je na taboru dogajalo, najprej sem imela 7 dni tabor, potem je bilo 10 dni tabor, vse to, kar se je na taboru dogajalo, pravzaprav ni šlo nekako skupaj z nekim konceptom, ki sem ga dobivala pravzaprav na študiju, na naši fakulteti. In potem sem rekla, nekaj tukaj naštima, kaj je narobe, ta kaos na naših taborih, vse je bilo na glavo obrnjeno. In potem sem se odločila, ta tabor sem jaz imela na Dolenjskem, bil je to bolj počitniške narave tabor, gor visoko v Gorjancih, da enkrat eno leto povabim Mirana na ta tabor, da on pride to pogledati in da mi mogoče kaj svetuje. In res enega dne, eno leto, je Miran se na povabilo res tako fajn odzval in z Zlatkom Vršičem sta prikolesarila na vrh Gorjancev in si pogledala na naš tabor. Tako da v bistvu beseda je nanesla besedo in začela so se o teh stvareh pogovarjati, kako bi te tabore v bistvu strokovno nadgradili, kako bi jih v bistvu mogoče lahko skupaj povezali in potem smo se počasi začeli povezovati in tudi Jasna, ti imaš eno tako zgodbo, kako je pa s tvoje strani to izgledalo? Ja, nekako v istem času, očitno so se pa tudi midva z Miranom sprehajala in pogovarjala in prišla na temo taborov in v smislu, kaj so tabori pomenili za moje otroštvo, odraščanje in kaj vse pozitivnega sem tam doživela in kaj bi v bistvu tudi nove generacije lahko doživljali na teh taborih. Tako da nekako iz te ideje, da bi se projekt ponovno zaštartal in kako bi ga in hkrati prisotnost v bližini Irene je potem naneslo, da smo se lotili tega projekta. Zdaj pa imeli smo idejo, imeli smo entuziazem, imeli smo vse sestavine oziroma manjkala nam je strokovna pomoč. Tako da potem se je pa zgodila to povabilo, ta starih jih zdaj imenujemo, ker zdaj smo že mi ta stari, tako da vi ste ta stari, ki so nam seveda preskočili na pomoč k tem našem projektu. Ker je pač projekt se nekako zaštartal pod okriljem SFU-ja, se pravi Univerze za projekt in v sodelovanju z Zavodom Neva, smo potem tudi naše prostovoljce v bistvu poiskali med študenti psihoterapije in pa psihologije. Kakor je pa rekla Irena, smo pa seveda za pomoč zaprosili vse te stare tabornike, staroste, modrost smo nekako črpali iz vseh teh izkušenj. Tako da smo bili zelo veseli, da so se vsi tako lepo odzvali. In tudi prvo leto smo imeli že eno tako lepo število novih prostovoljcev, mislim, da nas je bilo 12, v naslednjem letu pa potem že 17, tako da se je projekt tako lepo okrepil tekom 2 let. In tako so v bistvu začele te priprave, ko jih prostovoljci, ki se javijo, da so nekako zainteresirani, da so začutili, da mogoče pa to je ena stvar, da bi oni sodelovali na takih taborih, so potem udeležijo teh priprav, ki trajajo kar pol leta. Priprave so v bistvu tisti del, kjer smo potem zaprosili, da so se vključili recimo Bernarda Konjar, ki danes že z nami, potem Bernard, Mojca Lombek,
nas je že tam inspirirala po indijanskem dnevu in tako naprej, tako da smo bili že počkali. Bernard je delil svoje izkušnje, modrosti. Miran je seveda stal vse čas ob strani, nas supervidiral, informiral, poganjal naprej stvari. To sem še pozabila. Letos se je vključila Mojca, Novinec, Babič in potem smo prišla na obisk z Milanom na tabor. Tako da in se mi zdi pomembno, ne, da je ta koncept priprave in zdaj se pripravljamo, ampak je čist nekaj drugega, ko dobiš en kup enega znanja, teoretičnega in iz praktičnih primerov, zdaj je to izkušnjo res začutim na enem taboru. Ne. Kako pa zdaj je to? A je to nekaj, kar razumem, a je to nekaj, kar je čist novega, tako da mi smo se pa, ko smo se pripravili, res podali na to izkušnjo, tako da danes bomo en košček tega tudi malo poskušali prikazati. Sicer smo pa tudi ugotovili, da ko se pogovarjamo o taboru, da pravzaprav zelo težko opišemo, kaj ta izkušnja je, dokler je sami ne doživimo. Vsak, ki je bil z nami na taboru, je rekel, to nam pa niste dobro opisali, kaj lahko pričakujemo. Z tega vidika smo tudi zelo zadovoljni, da se je velik del ekipe iz prvega leta potem ponovno priključil v drugem letu in na ta način potem smo lahko na čisto eni novi ravni peljali projekt naprej. Zdaj, ker smo malo v stiski s časom, pa ker smo že slišali malo o temeljnih ciljih in konceptih in zadevah, na čemer temelji tabor, lahko to mogoče preskočimo. Tako. In gremo na Zoom in na lokacijo. Evo. Torej, lokacija našega tabora, zdaj že 2 leta zapored, je bil kraj Reka ob reki Idrijci, v objemu narave. In seveda ideja ostaja, da je to odklop od civilizacije, od elektronskih naprav, vseh motečih elementov, simplifikacija življenja, poljski WC-ji, simple kuhna, skratka, odklop. Kopalnica je reka. Evo, nekaj osnovnih sestavin. Potem imamo osnovne sestavine, ki smo jih nabrali na kup za naš tabor, to je pač seveda ekipa zagnanih prostovoljcev. Potem en avtobus poln otrok, kuharica. Prvo leto nas je v bistvu rešila Lada, ne boste verjeli, je prišla kuhati v svojih 75 letih, kako že z nami. 75 let je star Smedine, ali koliko tam? Okoli 70. 10 dni z nami na taboru kuhala za nas, skrbela, tukaj v starih časih. Drugo leto se nam je pridružila pa Katja Kordiš, tudi ena naša stara tabornica, se pravi za polovico tabora. Potem smo imeli še supervizorja ali 2 ali 3 v ozadju, in supervizorje, in pa seveda starešina in taborovodja. In pa smo lahko začeli, a ne? Tako, pa smo vzpostavili osnovno infrastrukturo, se pravi Jambor, številka 1, to je glavna struktura. Okoli katere smo se povezovali, pripevali, pogovarjali, stražili po noči. In pa seveda brzošilnik, brez katerega ne gre. Tako da mi smo tudi nekako si zamišljali, da najlažje vas popeljeva malo ali nostalgično nazaj, pa vam spet pričarava ta občutek oziroma pokaževa, kaj smo uspeli nekako ustvariti na taboru, s tem, da kakšen posnetek pokaževa. Tako da prvi pomemben dogodek oziroma stvar, ki je zelo pomembna na taboru, so seveda zbori, kjer, kaj počnemo? Da nas svoje zbori. Poslušamo, sodelujemo. Predvsem mi dve veliko govorimo, včasih smo drugi govori, kaj pa imate uspeh. Kar je velik uspeh, da se nam kdo pridruži, eni se dolgočasimo, kot je že Miran danes malo omenil. Poročamo. Predvsem pa v bistvu je težko, tako veliko skupino ljudi, 40-50 ljudi zadržati na enem mestu 2-krat na dan, je kar uspeh, da nekako sodelujemo, se pogovarjamo in hkrati ustvarjamo neke nove zgodbe. Tako da evo, to je zdaj en primer. Tam šotori se bleščijo, lahko sredi vitra in oznanja se priroji, kjer je dano nikama in oznanja
Vsak v svojo smer. Ja, to se tako začne ponavadi, da na začetku taborovodja sam poje himno, potem pa na koncu, to je bil zadnji dan tabora. To je bil zadnji dan. Vsi poprimejo. Jo znamo. Tako. Potem en pomemben dogodek so igre brez meja, Ja. kjer se spodbuja malo tekmovalnost, timski duh, tudi kakšna razgreta čustva se pojavijo. Zagnanost. To je Ja. pomemben moment, ne, ki Ja. se zgodi, da V bistvu je bila ena zgodba za tem, to je to klasično vlečenje vrvi. A ne? In otroci so nekako si zamislili, da bodo šli proti nam, vodnikom, odraslim, prostovoljcem in študentom. In zdaj naša mantra je bila, da nikakor ne smemo pustiti, da zmagajo. Ker mi smo glavni in smo vodja in oni ne smejo dobiti te moči, ker so otroci. Ne? Tako da to je en tak posnetek tega prizora, pa dajmo si videti, kaj se je pravzaprav zgodilo s tem. Lahko si mislite, kakšno veselje je bilo, ampak ti posnetki so pravzaprav dragoceni za male analize. Ne? In ko smo z Jasnom pripravljali se na ta dogodek, smo ugotovili, da kolegica Neja je bila sodnik, Jasna je pa snemala, tako da mi smo bili brez dveh članov in če bi one dve bili zraven, bi mi zagotovo zmagali. Evo, pa kres. Potem pa kres, kjer si vzamemo 2 uri pozornosti, eden za drugega, predstavimo talente skupaj. Igramo, igre vlog. Glasbene momente, igre vlog. Tako. Ja, ogenj se mi zdi vedno tak poseben medij, ne, ki popelje malo v eno tako hipno stanje, kjer se zgodijo ti čarobni trenutki, katere smo že vsi malo pozabili. Tole je pa, ne še, tole je pa eno presenečenje, a ne, ob ognju. Gre pravzaprav za to, da v današnjem času velikokrat slišimo, kako so otroci mladostniki ves čas na napravah, kako jih odpelje ta svet, kako se več ne družijo, kako ne grejo več v naravo, ne? Kako se ne pogovarjajo med sabo. To naj bi bil zdaj en tak globalen problem, ki je nastal. No, ta posnetek bo pa zdaj pa pokaže pravzaprav, da smo ob enem dogodku, nam je uspelo, to smo pravzaprav tudi Jasno pol naknadno videli, da so vsi otroci in mladostniki je bila starost mladostnikov kar precej visoka, vse tam od 14 pa do 20 let, ena taka velika skupina. Nam je uspelo, da smo v bistvu vsi na tem dogodku, so vsi sodelovali. Tako da to je bil en tak velik uspeh. Kater dogodek je pa to bil, je pa presenečenje za vse vas danes. Ja. In najbolj je bilo zanimivo, ko so mladostniki med po dnevi prihajali do nas z Jasno in so vprašali, ti, a danes bo šim. To je bilo res tako lepo. Evo, lahko naprej. Ja, potem indijanski dan tu za nas, višek tabora, seveda. Mojca je že tako lepo povedala. Nekako zajela te priprave. Zdaj mogoče, jaz povem še ta drugi del, se pravi, priložnost, da se 2 plemeni spopadeta, se pravi, tabor se razdeli na pol, bojevniki in bojevnice se potem borijo za duše, najprej se spopadajo v besednih bojih, potem se dejansko borijo za duše in konec pa je v bistvu potem kot neka sprava, bojne sekire, ki so se prej odkopali, se zakopljajo in vrači
pomirijo zadeve in spoznanje sledi, da je prava pot. Bova. Ja, Bova. vse pod kontrolo. Pot skupaj naprej. Tako da, evo, še en razgret moment iz našega dejanskega. Evo, potem pa tudi danes že omenjeni dan ljubezni, kjer sledi pomiritev, potrebovanje prijateljstev, poslavljanje že po eni strani. Poslavljanje, slovo, a ne? Ja. Tako da še en utrinek iz jutranjega prebujanja na dan ljubezni. Ja, 15 dni letos. Tako da ja, Zaključek, ne? zaključek, nekako tudi rast tega našega projekta. Mislim, da sem že omenila, ne, v prvem letu je trajal 10 dni, kot en mali poizkus. Delali smo z malo mlajšimi otroci in imeli smo približno 12 prostovoljcev. Tako da nas je bilo vsega skupaj okoli 40, nekaj čez. Ja, morda. Ja. In pol. Leta 2022 nas je bilo že okoli 60. Ja. Podaljšali smo tabor na 14 dni, tako da smo imeli še več časa za še več ključnih momentov ustvariti. Tudi starostna skupina se je dvigovala. Starostna skupina se je dvignila. K sodelovanju smo povabili tudi Centre za socialno delo, tako da se projekt razvija v pravo smer. Upam. Se nam zdi. Ja. Evo. In ko zaključujemo, se naša ekipa vidi, povečuje tudi na naših zaključkih, na naših analizah in upamo, da bomo v teh smernicah in s to dediščino, ki nam je bila nekako podana naprej, lahko ustvarjali, živeli, se družili in predvsem sodelovali še naprej. Hvala lepa.